težko bilo tudi možu, ker sem mu parkrat rekla, pridi domov, jaz si bom nekaj naredila. Res, jaz sem bila tok na koncu. Jaz sem bila vedno kosiva račka, tako sem se počutila znotraj sebe. Ne? Brigitta Langerholz. In v bistvu je bil tako šok iz enega, ne, nalepke bolana si, ne smeš teči, ne smeš, ne ve, bosa hoditi, kar vse zdaj delam, ne. V drugo nalepko, ja, ti si ful talentirana, kako. Učenje je v bistvu, da nekaj narediš, ne da bereš, kako je treba javno nastopati. Ne? Ja, bolj boš ti kopal po sebi, pa te ta prve travme, ta najglobje razčistil, bolj boš odprt. No. Poroča Brigitta, vse vrata se zapirajo. In potem sem se usedla en dan in vprašala, kva znam, ne? Kaj znaš, ko vsak nekaj zna. Kaj bi rekla staršem, ki čutijo, da so njihovi otroci totalno v redu, dobili so pa neke nalepke strani družbe, zdravnikov, ki jih dajejo v nek kalup? Jaz sem res en dan debel gledala, kot takole reče učitelj, ti si izredno talentirana, ne? Lahko se vpišeš, ne vem, kjerkoli šport hočeš. Ni mi bilo nič jasno, res. Preden greš gledat to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to nared. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Zdaj se pa lahko začnemo pogovarjati. Super. To je to. Ja, jaz za nalaž nisem naredil nobene raziskave o tebi nič. Pogledal sem malo profil, videl sem, da je vse sam olimpijske igre, ne? Vse je, razen tega. In to je definitivno ena tale identiteta ali pa nalepka, s katero bi štartal še vse ena, ne? Ker je bila to tvoja pot, ki te je pripeljala do sem. Tako da, Brigitta Langerholz, hvala ti, hvala tebi, da si prišla. Ja. Zdaj bi pa besedo dal kar tebi, pa bi te prosil, da se mi malo predstaviš oziroma mi poveš, bolj kaj ne, tvoja pot v zvezi s športom, ker smo te tudi po televiziji spremljali, in pol nekako, kaj je pripeljalo do te transformacije, o kateri se bova danes pa večino časa po moje pogovarjala. Ja, res hvala za povabilo, sem zelo vesela, sem tukaj, ker imate res lepa sporočila, no, za vse gledalce. Moja pot, ja, a začnem od začetka, od rojstva. Prosim. A ne, najboljš. Moja pot se je malo začela v minusu, no, ko sva enkrat ugotavljala z enim družinskim terapevtom. Rodila sem se zdrava za 2 ure, potem so ugotovili neko okužbo bakterije in sem končala na infekcijski kliniki, ne. In moje naslednje 3 leta so bila pripredena z bolnišnicam. To sem tudi opisala v moji knjigi. In ko si enkrat v bolnišnici, ne veš vse, kaj boš pobral, ne. Se pravi, podzavestno, v fasciji, v telesu so shranjeni vse ti spomini. Ko sem kasneje, jaz nikoli ne bi raziskovala, kaj se je dogajalo v bolnišnicah, če ne bi imela pač neke nočne more, ko sem kasneje raziskovala, je ena od zgodb tudi, ne vem, če si kdaj slišal, ker tista noč, ko sem se rodila, je tudi veliko otrok umrl, 2 sva preživela, ne. Wow. Umrli, ne vemo, a je res ali ni. Ukradeni dojenčki zgodba, ki se je dogajala v 70-80 letih v Jugoslaviji, nisi slišal. Ne. Meni se je to v hipnozi začel pojavljati, v holotrofnem dihanju iste zgodbe, pač vizije, vedno iste stvari sem videla, slišala, kaj je bilo v bolnišnicah. In prvo mi je bilo jasno, dojenčki si vse zapomnimo, mislim si, ne, vse se shrani in če je treba, lahko pogledaš nazaj, ne, tudi. Tako da ja, te stvari so se dogajale, tisti, ki je hotel lahko dokumentarc pogleda, so ga Srbi naredili, tudi pri nas je par dokumentarcev na televiziji, tako da se da vse raziskati, tisti, ki je bil zamenjan ali vzet, ne. A mi lahko na hit povzameš zgodbo? Ja, zgodba se je dogajala, začela se je konec 60-ih, trajala je do osamosvojitve Slovenije. Bil je vpet sam politični vrh v porodnišnice in so v bistvu vzemali prvorojene otroke, jaz sem bila tudi prvorojen otrok, ne, z izgovorom, da boste imeli še otroke, ne, mamicam, s tem, da niso nikoli jim pokazali trupelc, nikoli, dostikrat so bili mrtvaški listi potvorjeni, ne, nikoli ni štimal neki, ki so šli raziskovati, ja, te zadeve, in jaz danes tega ne bi govorila, če ne bi jaz sama res čutila, se bom v nadaljevanju povedala, ker imam res ene take močne zadeve včasih in vem, da je pol to res, ne. In kasneje se je pojavil dokumentarc srbski, ki je to začel razkrivati, rečemo, kaj pa vem, ne vem, par let nazaj. V parlamentu je bilo lani v Sloveniji, ko se ena gospa za to, pač to je njeno poslanstvo in to rešuje zdaj in je ogromno teh otrok, ki so bili prodani v Avstralijo, v Jugoslavijo, se pravi, izmenjava je bila, ne, tudi v Sloveniji,
v Nemčijo, Evropo, v Kanado, Ameriko. In zdaj ti otroci se v bistvu iščejo in starši. Veliko mamic je tudi meni pisali, da čutijo, da otrok je živ, ne, sicer res nisem, jaz sem samo tisti glasnik, ki sporočam te zadeve. Ampak je spet en tak epilog, ki se je odprl, ne, dosti ljudi ga je odprl in je čas, da se razčisti pa zaključi, no, jaz rečem, da se najdejo ti otroci. Ja, prodajali so jih, pač dobiček je bil iz tega, ne. In moja mama, ki sem jo res prvila, ne, ki sva pisala to knjigo, Jure Aleksić je napisal v sklopu založbe Kjare, je rekla, vseh 5 mamic je v bistvu jokal cele dneve, ki je bilo v porodnišnici in ko so zahtevali trupla, nobena ga ni videla, ne, ga niso pokazali. Tako da očitno je potem tudi te otroci so nekam šli, no. Ni uradno kot smrt bila. Ja, in jaz sem skozi moje nočne more padla v to zgodbo, da sem jo sama raziskovala in potem se cela paleta odpre, kaj imam jaz s tem, ne. Ampak zdaj sem glasnik, to moram dati naprej in potem ljudje se opolnomočijo, no, da najdejo svoje starše ali pa obratno, ne. To je to. Wow. Ja, tako da potem sem jaz nadaljevala mojo zgodbo iz teh bolnišnic v šolo, oziroma v vrtce nisem uspela priti, no, ker sem bila zelo, ko ne rečem, nerazvita, pač nekih standardov nisem dosegala. In skoraj bi končala, v 1. razred bi šla v šolo z otroci s posebnimi potrebami, ker pač so tako po nekih meritvah določili, takrat v času Jugoslavije sem se še rodila. In moja mama se je pač zborila in sem samo obiskovala telovadbo z otroci s posebnimi potrebami, ki so fenomenalni, res velikokrat sem bila še v športu z njimi na prireditvah. Taki srčni ljudje, mislim, noro, res, direkt ti pokažejo, takole je nič drugačne, te objamejo in ja, jaz sem z njimi telovadila, no, kar je zelo nenavadno za kasneje, sem prišla na olimpijske igre. In moja pot se je obrnila nekje 4. razred, ko smo se preselili, v bistvu iz ene šole v Škofji Loki v drugo, ne, nič posebenega. Ja. Ampak čist drug mindset, jaz rečem učiteljev, naravnanost, ne, videli so cilj v meni. In jaz sem res en dan debel gledala na telovadbi, kot takole reče učitelj, ti si izredno talentirana, ne, po vseh teh psihofizičnih meritvah, lahko se vpišeš, ne vem, kjerkoli šport hočeš in jaz tako, a to meni govorite, ali komu zadaj, ne, ni mi bilo nič jasno, res. In v bistvu je bil tako šok iz enega, ne, nalepke bolana si, ne smeš teči, ne smeš, boh ne ve, bosa hoditi, kar vse zdaj delam, ne. Oblec se zelo iz druge nalepke, v drugo nalepko, ja, ti si ful talentirana, jaz kako? In nekaj časa sem v bistvu obiskovala športe, še starši niso vedeli, ne, da jaz hodim na toliko športov, ker je bilo uradno ne smem, ne, to je to. Tako da sem potem v 5. začela trenirati odbojko, rokomet, atletiko, res noro sem se vrgla v šport. Hkrati sem pa čutila, da vsa ta neka izločenost, ki sem jo skozi čutila od sošolcev, ker sem bila vedno bolana, ne, tako podzavestno sem čutila, nikamor ne spadam, nisem ne med zdravimi, ne med bolanimi, čisto sem nekje siva cona. Jaz sem vedno rekla, če sem kakšnim predavala otrokom, jaz sem bila vedno kot siva račka, tako sem se počutila znotraj sebe, ne, nekje vmes, ne. In so v bistvu, ta učitelj je bil en od mojih angelov, ki jih dostikrat imenujem, no, par angelov, vsi imamo kakšnega angela, ki te porine naprej, ne, ki si najbolj down, jaz rečem, dol, ne. Jani Pevc je bil ta učitelj in moram reči, da mi je odprl neko pot, kaj je možno za mene, čeprav sem mislila, da bom takrat cel življenje bolana, ne, jaz sem imela astmo na podlagi tega, ker sem imela pač uničen črevesje zaradi te bakterije. Takrat se še ni govorilo o hrani, koliko je treba spremeniti, ne, če imaš to imunski sistem čisto razsut, imela sem vse žive vnetja, srbečice, kjerkoli bolezen je bila, je mene zadela, ne, tako da praktično nekje do 7. razreda sem se s tem spopadala, pa je bilo pa vsak let boljšno. Potem sem odkrila jogo v Škofji Loki, namesto da bi šla k maši, sem hodila na jogo, kar je bilo takrat bogoskrunsko, kako rečijo časom. Se pravi, to je bila neka sekta, ne, za tisti čas joga, danes je čist, ne, totalno družbeno priznana in vse. In joga sem pa videla, koliko je meni začel dihanje popravljati, se pravi, vse te pranajama tehnike sem začela izvajati, gibanje mi je zdvigoval, oziroma širil zavest, kar nisem pojma imela, kvaj takrat, to sem čutila, da nekaj drugače je v mojem telesu. In na podlagi joge v bistvu sem se potem tudi upisala in mojega prvega trenerja, oziroma trenerke, njegove žene, na športno gimnazijo, tam je bilo pa sem podstrmo navzgorno v Šiški. Preden gre na to pot, jaz sem že 100 sozno oči star, jaz ne vem, kaj je to res, ne vem, kaj je to, ampak... Že
Ful, Ne, veš kaj, ko mi govoriš o teh zadevah, ko te dajejo v neke kalupe in ti dajo nalepke in ti tako vzamejo dejansko tisto moč, ki jo imaš vse, pa ne. Ful je lepo, da to ozaveščaš, ker se mi zdi, da se še vedno dogaja na nek seveda čist drugačen način, ampak bi te na tej točki vprašal, kaj bi rekla staršem, ki čutijo, da so njihovi otroci totalno v redu, dobili so pa neke nalepke strani družbe, zdravnikov, učiteljev, predvsem, ki jih dajejo v nek kalup. Kako naj se starši s tem soočajo, kako bi jim dala moč? Jaz mislim, da vsak starš čuti znotraj sebe, da otrok je okej, da neko perspektivo ima. Moje mnenje, kako je recimo moje življenje potekalo. Moja mama je probala v okviru danega in ponujenega, jaz temu rečem, ne hvatati krivinje, ampak krmariti med temi črmine. Se pravi, ni takoj sprejela tisto najslabšo možnost, ki bi bila za mene, mislim najslabša, pač bi bila v redu, ampak ne bi se jaz razvijala toliko kot v normalni javni šoli, ne. Ker bolnice ti res vzamejo, vsakmu otroku veliko vzamejo, ne. Možgani se ti ne razvijajo, ker ni gibanja. Jaz sem imela prepovedano vsakršno gibanje, jaz sem samo ležala dobesedno, ne. Tako da jaz sem zamudila vsaj 3 do 5 let otroštva v nekem normalnem razvoju otroka in potem sem vse na ekspres nadoknadila, logično, ne. Staršem bi res rekla, ne obupati, vedno se najdejo strokovnjaki, ki ti dajo neko rešitev, res hvala Bogu živimo v tem času, ki je toliko znanja. Jaz vedno, če kaj ne vem, si prikličem tega človeka v moj življenje in vedno pride, tudi moje ljudi učim isto. In vedno, ko si pripravljen, bo prišel učitelj in naslednji korak, kaj s tem otrokom. Poznam ogromno mamic, ki imajo res prizadete otroke in koliko so one naredile za njih že samo s fizično vadbo, kaj šele z vsem ostalim, učenje govora, slušnosti in podobno. Tako da se da se in tudi, če te čutili, da javna šola mogoče ni za njega, hvala Bogu, zdaj se odpirajo ogromno privat šol, ki so veliko bolj, lahko samo potrdim z lastnega vidika, ki so veliko bolj otroci slišani. Pa ni to za vsega, rečem, privat šola, da se zdaj gremo neko elito, sploh ne, ampak res so otroci drugačni danes, večina njih, ne. In jim moramo nekaj ponuditi, ker mogoče ta ustaljeni sistem ni več zadostnih, no, za velik procent otrok. In bojo še kazali, definitivno. Ker si rekla, da si prikličeš človeka, ne? Kako dejansko se začne proces tega, da ti sploh sam sebi verjetno v prvi točki verjameš? Da bo prišel, ne. Jaz si po domač rečeno zvizualiziram, se pravi, gremo neke vrste meditacijo, si predstavljam, kaj potrebujem, recimo, ko smo iskali mi za srednjo hčero, nek drug način šolanja, recimo je bilo samo, ona je zelo tak introvertiran otrok, zelo čuti vse okrog sebe, energijsko, čustveno prebere ljudi vse takoj. In preprosto javna šola ni bila za njo, ker je preveč bilo za njo tekom dneva se je nabral, ne, in smo iskali. Jaz nisem vedela, kje začeti, res. Jaz sem se usedla, zaprla oči tako parkrat na teden in si predstavljala, da se odpre točno kakšna šola za tega otroka. Sicer pol nisem vedela, da bodo še druge 2 se opisale, ne, da bodo hoteli v to šolo hoditi, pač vse 3. Ampak res taka, res odprti odnosi, da je otrok čist vsak je drugače tretiran, glede na njegov razvoj. Točno to se je potem zgodilo v šoli. Da so taki prijazni odnosi, da ne čutiš, da si številka, da si še en od onih staršev, pa jaz res nisem nikoli težila ali pa možne. Sam sva hitro zaznala, da nekaj ni okej, no? Da nekam otrok drvi in da ni v redu. Zahteva pa tudi velik poguma, ne? Iz vidika starša, da si sploh upa. Izven cone obdobja moraš iti definitivno. Zelo rabiš veliko determiniranosti, tako vztrajnosti, bi rekli po slovensk. Včasih tudi vztrajati, ker imaš veliko ovir na poti, in sedano. Vse te mamice ali pa očetje, ki sem jih res ogromno srečala na moji poti, ko včasih kaj predavam v podjetjih, pa pridejo ljudje k meni, pa se vidijo v delčku moje zgodbe ali pa svojo zgodbo so imeli včasih še hujšo, ne. Rečejo, koliko je res ta vztrajnost se izplačala, no. In vedno na koncu, mislim, to toliko poudarjam, tako kot Sara, ki je bila tukaj, ali pa Matic, ne, meni ful ljubi ljudje, saj cel kup drugih tudi, ampak te sem uspela pogledati. Vedno bo uresničen cilj, res, tukaj ni vprašanje. Ti samo moraš vedeti, kje je pot, kam greš, pa kaj hočeš doseči za sebe ali pa za otroka.
Ja. Če hočeš, da v njemu dobro, mu bo, ampak pejdi izven cone dobja, izven ustaljenega načina razmišljanja in delovanja in začni ene mini korake delati. No. Ja. To je to. Zelo sem vesel, da si omenila Saro in Matica. Ja. Verjetno sem ti tudi jaz malo poslal. Ker sem tudi jaz o Maticu razmišljal, ko si to govorila. Jaz sem tako hvaležen, da sem ga spoznal in isto Saro. Ker tudi, ko mi ljudje rečejo, kera epizoda jim tako, je res nekaj pustila. Veliko jih, ampak pri teh dveh se zelo veliko ljudi ustav pa reče, jaz nisem mogel nehati. Po 3-4 sem že poslušala. Ne? In že sam to, da je Matic nekdo, ki je mojih let, se pravi 30, malo že starejši sem že, 32, 31. In da se je podal na tako pot zaradi tega, kar čut, mislim, da je vsem nam lahko en velik vzor, ki nam govori samo posluši to, kar je noter in delaj za to, da pomagaš. Točno to. Ker naenkrat se pol vse poklopi in pridejo tisti ljudje, ki ti bojo k temu pomagali, ampak jaz mislim, da vesolje točno ve, kdaj si ti zaslužiš tega človeka, da te pele naprej. Dokler si ga ne zaslužiš, boš pa v krču, boš pa iskal zunaj sebe to vse, kar imaš že. Ja, ali boš pa v fazi, jaz temu rečem, ali preživetja, ali vlogi žrtve. Ja. Tudi sama sem bila obdobja in se včasih je umestna postojanka vloga žrtve, ker res greš ali nekdo skozi bolečine, recimo v primeru Matica ADHD, ki je res take nalepke ima ta diagnoza, da ne moreš verjeti v naših sistemih, kjerkoli, tudi delovni sistem verjetno, kot še ostale diagnoze in treba je res iti čez to, čez te faze. Istočasno pa si ne kot starša ne zatiskati oči. In ti biti tisti, ki govori, ne, sej čist normalen, sej spada v javno šolo, itd. Ti imaš lahko pred sabo super junaka. Ampak če mu ne daš prostora, da se on razvija v sklopu tega in ga podpiraš in ga razumeš in ne čutiš tega sramu, a veš, moj otrok ima pa ADHD. To mislim, da je to, kar Matic tudi zelo dobro razbija. Veš, vse to ni nič tazga, mislim, ker ti enkrat obrneš zgodbo in rečeš, to ni negativno. To je samo neprijetno za starše, za vsega, ki pač to sliši, ampak za otroka to ni nič negativnega. Ker res, ko sem Matica gledal, jaz sem bil tako, kaj je to ADHD, stari, kje ga baš, kaj se dogaja, če ne bi imel žabice sabo, ki mi je razložil, ampak to je bilo to, meni je on dal vedeti, on mi je tudi rekel, ti si meni pač dal prostor in ti si me v tem prostoru varoval in mi pustil, da je moj fokus na eni stvari in moj fokus je bil točno na tem vorteksu, ki je klele. Točno, In to je pač ena zelo lepa stvar, iz kjer sem jaz ne racionalno nekaj novega se naučil, ampak čutil sem. En velik tako zase tudi ponos, da sem sposoben v takih situacijah tako reagirati, kar reagiram in ne iščem nekih, zgodbic. Točno to, Jaz mislim, da vsi te posamezniki, sploh ti otroci, ki se kasneje razvijajo odrasle, ki imajo včasih, jaz rečem, kar veliko močno poslanstvo, na stotine ljudi zajet, v našem slovenskem prostoru govorim, da so res en tak, jaz jim rečem messengerji, ki potegnejo še ostale, ali pa učitelje, se to niso otroci, ki jih moramo mi nekam dol devati v en kot, ampak to nam res ogromno dajo in v bistvu tebe učijo. Tudi če jih ti drugače pogledaš, tebe učijo, ti imaš nekaj znotraj njih, da imaš kontraefekt, in dej odpri ogledalo, vedno je to. Veš, ena zelo lepa, en zelo lep rek, ne vem, kako bi temu rekel, je v trenutku, ko si ti sposoben nehati obsojati in se začeti učiti, to je ta trenutek, ki ti bo dal pač popotnico, kam sploh moraš iti v življenju. Točno to, Ker ogromno enega obsojanja tudi iz tega vidika. In sram in vse te zadeve pridejo zaradi obsojanja. Jaz sem tega imela cele kupe in skozi govorim o mojih, ne vem, pač čajankah ali karkoli, ta sram. Mislim, to je da prideš še nekje izza vogla, res dobesedno. Ampak sram je bil zato, ker sem bila bolana, sram je bil kasneje v vrhunskem športu, ker nisem upala te zgodbe povedati, sem jo vedno tlačila nekje zadaj, ker pokažeš ranljivost in vrhunski šport ni šans boš povedal, da si bil kdaj bolan, da imaš ne vem kakšne astmatične preparate, ki te itak vsi obtožujejo, da to jemlješ zaradi dopinga in podobno. In sem res skozi neke nalepke, pa to je ena od diagnoz, koliko drugih otrok, ki mogoče niso v javnih, kot javne podobe, se s tem sooča in mogoče še starši ne vejo, kva gre čez, da jim je toliko težko. In včasih je
učitelj dovolj, da te sliši, ne. Včasih je sošolka dovolj, da poveš, ne, da se zaupaš in greš potem en korak naprej, ne. To je to. Wow, ful lepo. Ja. To, da si ti sploh tudi odprt, pa čutiš nekoga, ki je zraven tebe, da ti da ta prostor, a ne. Ja, točno. To je nekaj, kar se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih, ne vem, zato, ker sem se jaz na ta način odprl, to vidim, da se tudi pač nekako vsi ljudje okoli mene si upajo to delati, medtem ko včasih ne predstavljam, da bi jaz s svojimi prijatelji se v teh stvareh pogovarjal. Ja. Ni šansa. Ne. Ampak Točno. to je razvoj tudi po moje, tu sva z Gregor Kosijom govorila o čustveni zrelosti. Ne. In vsi te ljudje, tudi ti med drugimi pomagamo, ljudje malo bolj biti ok s tem, da si pač ranljiv itd. Točno to, ja. Greva nazaj oziroma naprej od zdaj gimnazije športne, zdaj sva bila tam. Ja, to so bila res ena taka eksperimentalna leta moja, kjer sem šla od res treninga, tako zelo resno, do pijančevanja, lahko rečem tudi. Se pravi, vse sem mogla probati, kjer sem ugotovila, da ni to za moje telo. Pač greš ti najstniška leta, ne, sicer alkohol nikoli ga nisem dobro prenašala, ne. Ja. Do tega, da sem res eno svetovno prvenstvo mladinsko zamudila in sem se sesula nekje pri 17, trener je rekel, kaj zdaj hočeš z življenjem narediti. Lansko leto sem imela olimpijsko medaljo, ne, kot mladinka, sem bila prva na 400 metrov, tako prvo medaljo sem dobila za Slovenijo. Kakšen je bil občutek? V bistvu se sploh nisem zavedala, koliko je to en rezultat, res, ampak to je bil tisti mejnik, sem čutila kasneje v moji karieri, ki me je dal iz neresnosti, Ker delam s športniki mladimi, občasno še, ne. Ja? Jaz opažam, dosti staršev pripelje, recimo mlade športnike, pa reče, ja, jaz ne vem, a bo potenciala nesreče, vse noben ne ve, tudi on ne ve, ali pa ona. Ampak 16, 17, 18 so leta, kjer se bo otrok definitivno odločil, ker je tudi čustveni razvoj, gre takrat v to smer, če imaš v redu mentorje, te bojo popeljali v redu pot, če imaš nekega trenerja, ki ti bo preveč naložil, se šitak poškodoval, tako pač je v slovenskem prostoru, ne. In pametni starši, pametni trenerji res počas planirajo, ne, otrokovo športno pot. Ne glede, da je otrok lahko super talent, ne, počas. To je nek tak cilj v zadju. In če grem nazaj, ja, jaz sem mogla vse preskusiti in ta rezultat je v bistvu trener mi sestavil, ne, moj pokojni trener Dobrivoje Vučkovič, ki me je pripeljal do olimpijskih iger, potem tistih ta pravih, ne članskih. Meni je bilo to res en tak mejnik, ki sem želela še do konca srednje šole, da jaz še večje rezultate dobivam. Potem je bilo eno leto, ko res hormoni naredijo svoje in sem zapadla v neko družbo čudno. Še razrednik je rekel, da ni v redu, ampak rabiš to izkušnjo. Ja. In potem se je začele ponudbe iz Amerike prihajati in sem videla, tukaj pa zdaj malo bolj resno me svet jemlje, tudi če sama sebe ne. Ja. Včasih rabiš malo okolica, da ti kaj pove, da res si perspektiven, če samo sebe ne verjameš. Ampak jaz sem čutila že takrat v najstniški dobi, da nekako ta moj konstanten, kako ne rečem, not worthy ali self-worth, kako se reče to? Lastna vrednost. Lastna vrednost, v bistvu je meni skozi malo tiščala dol. Sprav nisem čutila, da to meni pripada. Ampak potem pa prišla ponudba z Harvard, recimo University, in jaz ko gledam, kaj? To je možno za mene? In sem se lotila študija, ne? SAT testov, TOEFL testov, ampak Harvard je hotel vse točke, maksimum, ne? Kar mi takrat v dobi ne interneta nismo mogli konkurirati Američanom, ni šans, ne, ali pa unik so imeli Azijcem, recimo. Jaz sem se še učila dosti takrat. Ne moreš verjeti, tako da sem naredila teste, rečemo 60-70%, dvakrat sem išla delati. Tudi takrat se mogel voziti, ne vem, kam na Dunaj, nekam ful daleč, no. In je bilo v redu, potem za zadnjo ponudbo, ki sem je dobila USC, University of Southern California. No. To mi pa odprl res življenje. V bistvu, če jaz ne bi šla takrat v Ameriko, bi definitivno zaključila s kariero, ker slovenski športni krog, atletki, tako zelo se ti zapre. Preprosto redko dobiš ljudi v 800-400 metrov, kar sem stekla, ne, da bojo tvoji, mi jim rečemo, zajčki na treningu, ker si ti toliko dober in jih nimaš več. Rabiš iti v tujino. Tako, ker recimo v ekipnih športih, ne, pejdi naprej, pejdi v tujino, ker mogoče tvoji vrstniki si jih prerasto, ne. Pa jaz to ne govorim iz egota, ampak preprosto toliko hit sem napredvala, kar je bilo meni neverjetno. Jaz sem imela hrano najslabšo. Ne, moji starši, brigali jih je, a je res v redu treniram, ali jaz v redu jem, ali ne, pač oni so bili sam, da sem zdrava in to je to, ne. Če ti treniraš, to je tvoj problem.
najci za superge sredstva, najci za priprave sredstva, ne, ampak jaz sem res iz tega se ful naučila iznajdljivosti. Sem imela sponzorje že po 18, tako bi rekel, nemogoče, ne. In to je tisto, ko sem rekla, privlačiš ljudi, ne, v svoje življenje se da, ne, kar rabiš. In v bistvu, ko sem prišla na USC, je bilo menko, da sem stopila v, ne vem, Alica v čudežno deželo, no, tako, 7 pasovnic, Los Angeles, ne, plaže, party, ne, ta študentski life, sorority, fraternity, ki rečeš, oh my god, adijo pamet, kva je to, ne. Šola mi tak na začetku, jaz sem znala res angleško, cel življenje, če nič drugega, so mi starši vlagali v učenje jezikov, ne nemščine pa angleščine, ampak meni je bilo čist preveč dražljajo, res tisto prvo leto. Pa sem imela ogromno domotožje, kar se si mislila nemogoče, pa že prej sem potovala, ne. Tok navezanost na moje prijatelje, skozi občutek krivde, ki sem jih zapustila, občutek krivde, ki sem z družino zapustila, fanta, ki sem pač imela v Sloveniji, ne. Kar itak se ni obdržalo dolgoročno. Tako da take zadeve sem šla čez. In moram reči, da vse mi je pa dal tisti push, ta ameriški način razmišljanja, da je možno rezultatsko, kar hočeš. In šele tam sem jaz resno začela razmišljati o olimpijskih igrah, prej ne. Prej so mi govorili, lahko greš, in to je bil ta mejnik moj. Ja. Se pravi, ti si šla iz tega, da so ti govorili, ne boš se razvijala. To, da si dejansko zaradi tega, ker se tako hitro razvijaš, mogla iti v Ameriko, ker v Sloveniji ni bilo človeka, ki bi lobil tvoj zajček. Ja, edino pot sem videla, no. Ja. Mislim, sama trenirati je težko. Kako si pač prišla do tega? Kaj je bil, zdaj, ko gledaš nazaj mogoče, razlog za tvoj hiter napredek, za to, da si pač bila dejansko tako dobra? Jaz mislim, da je še vsem šola, ki je imela res strukturiran program, kljub temu smo bili šele druga generacija, ne. Tako da res si, tisti, ki je bil malo boljši, so ti dali še dodatne treninge na teden, tako da iz mojega razreda sva to samo 2 izkoristila, ne. Večino jih je nehal s športom do 18 leta, par nas je pa obstali, nam so res nudili ogromno, ne. Dobro, učno so, da bi rekla, rezultatsko so šele mi smo bili prva generacija, ki smo maturo delali. Jaz tudi nisem naredila maturo, ne, pa imam danes magisterij, rečeš, adijo pamet, ne. Ampak zato, ker pač, to se čudno slišala, ampak jaz sem bila že takrat, zato Matic je me toliko ljubil, ko sem ga poslušala, odkrivala neetične učitelje, ne. Pač ne znam razložiti, to imam v sebi. In jaz sem tista, ki prinesem gnojšenca ven in potem svet naredi kaj čez z njo, ponovadi sem v peke v glavo jaz dobivala, zdaj jih malo manj. Ampak vem pa, kdaj je treba nekaj razkriti in je žarišče in potem vzbruhne, ne, tako kot teli dojenčki, recimo. In na maturi bil en učitelj za matematiko, ki v bistvu je res neetično deloval, je pobiral privatne učne ure, ne, da si mu plačeval. In jaz sem se uprla, jaz ne bom to delala, jaz sem padla matematiko potem, ne. Tako da ni šans, da se mu plačujem, ni nas po 4 letih nič naučil, ne. Plus, imel je res neke neetične standarde na minike, ne tista, ki je imela minike 5, mislim, to je bilo zame vrh glave, ne, vsega sekla, že tako sem utrujena, uničena v treningu, pa še to razredu doživiš, si rečeš. Adijo pamet. Ampak tako včasih je bilo, ne, mislim, take zadeve. Tako da jaz sem potem na hitro naredila zaključni izpit, kar je bilo takrat za Ameriko, zdaj verjetno ni, no, po mojem več, in zelo dobro sem pol pisala te teste, ne, ameriške vstopne teste. Tako da ni bilo problem. To je bila ena taka moja popotnica, no, vedno, cel življenje. Moja mama je vedno govorila, ne to govoriti, ne, pač, ki izhaja iz enega drugega režima, ne, v Jugoslaviji, ki smo mogli biti tih, pa bolj diplomatska do učiteljev. Jaz ne morem biti bolj diplomatska, vidiš, da ne etično delujejo. En mora povedati, jaz moram povedati. To je to. Bravo. In leta v Ameriki pol. Kako je bilo? Ena mojih najlepših let, v bistvu sem nekako zacela dosti mojih ran. Sem ran iz otroštva, da nisem dovolj dobra. Da v bistvu, da nisem dovolj zdrava, ker v bistvu res USC je ena res elitna univerza. Včasih, ko sem prišla, je bila UCLA, USC, ne, smo se borili. UCLA pa USC, ki je privatna. Zdaj je ratala res elitna, ki so veliko kadra pobrali iz UCLA, tako da, mislim, če bi zelo v Ameriki, bi marsikaj na vrata odprla, no, ampak se takrat nisem odločila za službo, ki so nam ponujali. Bil je res fenomenalno življenje, pač res se veliko učiš na začetku, ker rabiš, mi smo se to britansko angleščino učili, tam je slang ameriški, in sem malo mogla
catch up, no, jaz temu rečem z vsemi, da sem razumevanje pa vsega, pol računalniško vse, pisati 5-listne eseje, meni je bilo ono, what, tehnika, ne, še zdaj komike znam, ne, dobro sem priučena marsikaj, ampak tako. Hkrati je bila ena neke neverjetne zabave, ki se jih udeležiš z ljudmi, ki so v ameriškem fuzbalu res ratali zelo uspešni. Mislim, tako nore pogodbe podpisovali in ti z njimi zabava se. Mislim, tako res, po eni strani trdo delaš, po drugi strani imaš party, ne, ker res rabiš neki ventile daš ven, ker sem brala, da Rusi to isto delajo, pa so olimpijski prvaki. Sicer res nisem toliko tega izvajala, ker res sem rabila dosti spanca, meni alkohol je čist razsul, če sem karkoli, ne. Jaz sem bila kar dosti v redu, ampak vseeno, rabila sem pa družbo, no, da sem to domotože nekje zapirala, ne, to je to. Stkala sem res neverjetne prijateljske vezi, ki jih imamo še zdaj po celem svetu in se tudi počasi že spet obiskujemo, ko smo ven iz tistih dojenčkov faze, jaz rečem otrok, ne, ko imamo spet čas. In nekih povezav, ne, za karkoli tudi poslovno. In se spomnim en odstavek, recimo, ko sem bila na biznis šoli tam tudi, ne, pa sem šla na ekonomijo, je profesor rekel, tam so res znani profesori iz, ne vem, Wall Streeta, pa vse živo nam predavali. In so rekli, vzrite se zdaj le po razredu, ne, in pogledajte vaše sošolke in sošolce. To so vaš network, ne, za cel življenje. Oni vam bodo odpirali vrata za poslitev, ne. A bi to kdaj pri nas slišal, ne vem, mogoče zdaj govorijo na faksi. Zdaj je, ne. Sploh je kar bolj povezan s podjetništvom pa ekonomija, mislim, da se kar zavedajo. Ja, je napredovalo, ne. Tako da bilo mi je par konceptov zelo neverjetnih, recimo, da tam zelo hitro navežeš prijateljstva, ampak niso globoka, ne, moraš tukaj, mi Slovenci smo glede tega zelo dolj časa rabimo, no, saj jaz, ampak je bilo res fenomenalno obdobje, no, to je bilo to. Ameriški fuzbal, jaz sem ga igral 10 let, klele, v Sloveniji. A res? Ja. Tako da je tudi, vem, USC Trojans, right? Ja, Trojans, ja. Ja, dej mi malo testeri, koga si kaj spoznala, kaj je zdaj znan, kaj je v NFL-u igral. Zdaj si me pa najdo, je res, joj. Se ni panike, sem mislil, še strmila. Ja, ne, res ne bom, ker takrat imena sem vedela, a veš, jaz sem človek, res ogromno ljudi spoznam. Ja. In če nisem tako, da jih spremljam konstantno na, ne vem, Instagram, jaz pozabim imena, res tako, jaz vem, 300 jih v tem segmentu poznam, 200 v tem, a veš tako. Ja. Vem, da nekateri so bili, ki so jih vzeli iz ameriškega nogometa v šprint. Noč niso trenirali. Bi šli na olimpijske, pa bili v finalu. Ampak oni so rekli, ne gremo na olimpijske, there is no money, gremo raj v, ne. Jaz gledam. Pri nas trenirajo, ne vem, 20 let, da imajo tak rezultat, ti pa enkrat laufaš, pa ga imaš, ne, res. Ja, mislim, ne, nori so. Mi tudi, ko smo imeli importe. Mi smo imeli importe, ne, so bili Američani. Enega importa si imeli sezono, torej tujca, ki je prišel igrati v Evropo, ne, in so bili plačani. No, in smo imeli enega, kaj je že bil, Bomoncourt, mislim, da je bil. Temnopolta, ne. Ja. On se je tako premikal, pa me je po moje 110 kil. Pa hiter, ne? Veš kako? Ja. Se folk je mimo letu, ker si se zabol v Angliji, si se odbol. Ni pa, če sem rekel, kako je to mogoče, da je to človek tako kaj jed, ne? Ja. Pa da ima take predispozicije atletske, ne? To ne moreš, jaz sem se to čudila, kje to, ne? Ja, res. pa iz enega geta iz Miamija. Ja, pri nas so tudi iz geta aligatorji večina. so med hišami hodili pa tako. Ja. Ampak ok, dober, ja. Ja, sicer pri njih sem potem dostikrat spremljala zgodbo, dobro, se pri nas je tudi bilo, pa tudi sama sem bila en tak primer. Oni so ogromno zaslužili, ampak finančno opismenjevanje je bilo pa v nuli. Ja. Tako da načunga geto je dal svoje, ne? In tukaj res se rabiš prestrukturirati. Čist. A si ti v Ameriki se kvalificirala na olimpijske igre z Slovenijo? Jaz sem se v Angliji, tam. Ampak cela ameriška sezona je delno nakazovala, zelo sem bila dobra, v bistvu sem bila povsod. Razen na NCAA je tisto ključno, glavno tekmovanje, no, ko če zmaga si heroj za njih, za šolo in za vse, ne. Sem bila 8, pač moj trener je preletel te prevelika pričakovanja, ne, in sem tam zamrznila v finalu, ne. Mislim, klasika pri meni, občasno, ne skozi, ne, da rečemo take 2 failerja v celi karieri sem imela, ne. In pol mi je še on pridigal, pismo se si pripravila, tudi če bi se sam raztekla, bi bila saj 3, ne. Ampak jaz, ko sem gledala nazaj na tisto sezono, jaz sem rabila ta poraz, da sem v bistvu prevetrila ves ta moj ego, ker res mi je šlo dobro tisto sezono, pa mi je pa to zabilo poden in potem sem rekla, ok, zdaj pa moram loviti normo, ne, to je to. In sem jo lovila do zadnjega. Jaz sem planirala že iti na dopust z mojo mamo, ko sem šla, mislim, da je bil Gateshead v Angliji, deževno, res. In sem tako odtekla normo,
ne vem, 20 boljš, kot bi mogla. Mm. Jaz sem šla že ven iz steze, pa tako mi ena reče na semaforju, te pogled rezultati, jaz kom ne, brez veze, dež je bil, ne. Pa reče, koliko imate pa v Sloveniji normo za olimpijske, pa jaz tako ne vem, mislim, da je bilo 2,050, ne. Pa tako je bilo glih 2,038, pa jaz tako, oh my god, prišla sem, ne, v Sydney, tako last minute, ker so že odpotovali pol naslednji teden, ne. In trenerju se je tako dahnil, ne, ker je rekel, vse sem vedel, ne, sam te tvoje pričakovanja, ne, skozi nasilo nekaj hočeš, ne. Ampak to je tisti pritisk, ki si ga daš, kot športnik, ne, ki ga skozi noso s sabo. Ta teden sem gledala The Diary of CEO, ne, sem začela. Od Rita Ora. Pač nisem vedela, da je iz Kosova, ampak dobro, verjetno sem nekaj slišala, ampak ko je ona to opisovala, jaz sem čisto podoživela vse. Vedno, ko greš na nastop, pritiski, anxiety in ti res rabiš se naučiti vse te tehnike, da sploh sfolgaš vse te množice, ker drugače dosti ljudi gre samo v odvisnosti. Ne. Ne, tvoj živčni sistem tega ne zdrži na dolgi rok. Ne. In to so zadeve, ki sem jih jaz učila se, hvala Bogu, preko joge. Ampak jogo sem delala samo zaradi astme, nič drugega. Hkrati mi je pa odprla tak širok nabor znanj in orodij. To je bilo to. Ja. Ta pritisk, ki ga vidiš iz druge strani, ne, ki mi gledamo po televiziji, pa to pa si tako pismo, da bi bil tako, ne to, kar gre, to si vse upa, koliko so dobri te ljudje, v bistvu je pa to čisto eno, isti smo, a ne? Isti. Točno to, čisto isti smo. V bistvu vsak si misli največkrat, ta stavek sem jaz imela v glavi, they were born to do this, ne. Ja, rojen si bil za to. Ja. Ne, nis bil rojen za to, mislim, če gledam mojo zgodbo, jaz sem bila res en tak nesamozavesten otrok in najstnica in sem se vse to izurila. Mislim, da sem jaz lahko govorila pred kamerami ali pa takole podcast ali pa predavala v podjetjih, to so ure in ure bile učenja, ne, v zadju. Mislim, učenja in veliko mi je dal faks, ki si mogel tako, da je profesor izbral, 5 predstavlja, 3 minute speech. Je zamrzna, slang se sliši ni v redu, ne, ta slang sem imela, ne, to ni ok, vejo, iz kje sem, ne, Slovenija, small country. Tako, čeprav na koncu me enkrat ena v trgovini rekla, Brigita, a veste, vi ste posebni, ko imate tak slang, sej Slovenije slangov ni veliko v Ameriki, ne, to je to. In pol preklapljaš. Ja, ljudje res mislijo, da je to tebi naravno, ampak ni. V zadju res veliko transformiraš. No? Ja, in učenje je v bistvu, da nekaj narediš, ne da bereš, kako je treba javno nastopati. Pa tips and tricks to have public speaking, pa take zadeve. To ne deluje. Ti moraš iti čez teh prvih 10-20 nastopov, ko se treseš, ko misliš, da te vsi gledajo, da te vsi obsojajo. Pa iti čez to, pač kle ni nobene teorije, ki ti bo pomagala, da se boš ti prvič že dobro počutil. Pač res. Točno to. Ampak, a veš, kar naenkrat pridemo spet do tega, da si mal meglimo ljudje, pač, da je proces tak, nas pol pripelje do dosežka. Zato veliko ljudi, ki prije pol do dosežka, je tako, ok, kaj zdaj naslednja stvar. Jaz bi mogel zdaj čutiti nekaj več. Proslavljati. Ja, vse to. Že te majhne korake, veš, jaz tudi ljudi, ki naredijo nekaj prvič, ne vem, ki jih je strah to narediti, jaz jim ploskam. Pa je to lahko majhna stvar. Eno punco sem imel na mentorstvu, ki je rekla, da bi imela podcast. Sem rekel, imej podcast. Ja. Zdaj sem bil pri njeni epizodi. In sem bil tako ponosen na njo, zato ker vem, da 99% v isti situaciji bi bilo ljudi, ki bi rekli, jaz si želim tega, ne bi pa tega naredil. Točno to. In tu je razlika. A veš, a greš naprej tistih svojih ciljih, ni važno, je športni, glasbeni, ne vem, poslovni, karkoli, ali ne. In tudi tvoji gosti so to omenjali. A veš, to mi je zelo všeč, ne? Res, da se to konstantno poudarja. Tako daš ljudem kontrolo. Prosim? Tako daš ljudem kontrolo. Torej, da točno, oni lahko nekaj naredijo. Točno, to je to. Če pa ti govoriš samo o tem, kaj morajo, potem pa daješ nič drugega, kot samo pričakovanja. Ja, kar je na šolski sistem tako narejen. To naredi izvrševanje nalog. In to v življenju ne deluje na dolgi rok. To je. Kako si se počutila, ker si bila na poti v Sydney? Fenomenalno, res. V bistvu, tako kot dostikrat rečejo, pot je lahko joy, veselje, ne? To je bilo meni, vsa ta pot. Mi smo 3 tedne prej odpotovali, prej smo bili v Brisbaneu na pripravah in meni je bilo zanimivo to, jaz sem vedno oboževala to, da sem bila v obdobjih v moji športni karieri, ker nihče ni od mene kaj pričakoval rezultatsko, ker sem bila toliko neznana. Govorim neznana, pač nisem imela nekih svetovnih rezultatov,
Jaz sem svetovni. Jaz sem iz 400 metrov tisto leto šla pred Sydneyjem, rečemo leto pa pol sem šele tekla 800, tako da nisem bila neki, zdaj pa ta v finalu ali pa kje ne, sploh ne. Moj cilj je bil izključno teč državni rekord in to je bilo to. Kamorkoli me to popelje, ne, tudi če za 1 stotinko dovolj. In v bistvu v Brisbaneu sem opazovala to mrzlico teh, ki so svoj žarometov uperjene, tiste, ki ne bi dobili medaljo, ne, v naši reprezentaciji, koliko je meni fajn, ne, vas gnjavijo, ne, z vsem živim. Mi pa lepo uživamo tam, res super smo trenirali, hodili v te parke, ne, spoznavali živali, eni so šli še v korale plavati, mislim trenerji, no, mislim, da športniki niso. In ko smo prišli v Sydney, je bilo meni najprej zanimivo to, ta ogromnost vasi. Recimo, jaz sem bila prvič res na taki ogromni olimpijski vasi, una mladinska je bila neka mini v Valkenswaardu v Nizozemskem. In vse te športnike, recimo Ivanišević, nek sem ga spoznala, wow, ne ga gledaš ko na televiziji in podobni, pa tako se pogovarjaš, greš na kavo z njimi, pa se so isti, ki smo vsi, ne, sem unje tam, bo medaljo dobil, jaz pa ne vem, kje bom, ne, to je to, doesn't matter. Tako da veliko prijateljskih vezi spleteš, ugotoviš, koliko športov, sploh ne veš, da obstajajo, ne, tako eksotičnih športov, obreko. Meni je bilo fenomenalno, ko sem recimo tekla iz ene, jaz sem se res vizualizirala prej, kako bom tekla finalni rekord, potem sem si pa samo eno skupino, pa drugo naslednji dan, tako da nisem imela sem nekako finale vizualiziran, ampak tako v zadju glave, ni bilo tako moj fokus, ne, zelo močno. Tako da jaz sem finale in 4. mesto si praktično vizualizirala v 7 dneh, kar bo malo za koga čudno zvenel, ker je bilo predhodnica leta in leta vizualizacije. In tvoj telo je bil v bistvu streniran, lahko to narediš, ne. Tukaj sem mindset, ti bo kliknil, pa ali je imela v finalu kakšna slab dan, pa ni prišla not. In jaz sem imela srečo, da je ful prvak in ni prišlo iz kvalifikacij že naprej, ne. In zdaj pa povem nekaj, kar mogoče veliko veljakom športnim ne bo všeč. Ko ti prihajaš gor, ne, ki si boljši in boljši in si tako mal, se reče beseda tudi underdog, v bistvu si ne tako. Hvala. Če povzamem, ne, tvoj naslov podcasta. Ti probajo malo nagajati, ne, ker pač njihov ni uspel, ne, trenerji govorim. Tukaj je zelo neetičnih praks, no, še vedno v športu, v mojem času bilo, ne. In meni tudi recimo tisti trener, mojega trenerja itak niso poslali na olimpijske, so rekli, ta nima šans, ne, in tisti, ki je bil za mene zadolžen, mi pač tako malo narobe povedal, kdaj je call room čas, da bi jaz zamudila, ne. Dobro, nikoli nisem bila neki točno, ne, nisem bila znana po točnosti, ampak še vsem sem si pa pogledala, kdaj res moram, ne. Hvala Bogu, sem imela to intuicijo že takrat močno in sem vedela, da moram pogledati 2-krat, ne, kdaj je call room itd. In meni je bilo fenomenalno, tisti dan je tekla Cathy Freeman, ki je bila sinonim za aboriđine, ne, in je zmagala. Tik pred mano je tekla 400 metrov in jaz sem imela naslednji, mislim, to je bilo noro, tako ta množica energije, ne, ker tudi z Gorevcem smo dostikrat šli čez, ne. To je terapevt naravnega zdravljenja za tisti, ki ga ne poznate. Tako ta množica, ne vem, koliko je bilo, 70-80 tisoč ljudi, ki je oboževala ta nastop, ker je dala nekaj aboriđinom, kar jim je bilo skozi zgodovino vzeto, ne, končno je zmagal nekdo iz njihove vrste, ne, na olimpijskih igrah. In potem ti greš na štart in si kot nihče, ne, jaz sem to oboževala, res. In jaz sem bila totalno pripravljena, moj trener je rekel, ti si bila kot bull, se pravi, bik, ki ga spustiš v areno, let's go, ne, tečemo. Nič nisem čutila, slišala. In jaz sem padla v zono takrat, res to ne moreš verjeti. Mislim, sem pa še večkrat, ampak berem leta in leta v tej zoni, nisem si mogla predstaviti, kaj je to. In jaz glih v Sydneyju not trofnem v finalu. Ne. In zona je tako, da si ti, ne vem, če si kdaj doživel, ampak da si v bistvu tečeš ali pa nekaj izvajaš nek gib in je totalno effortless, se pravi, čist sproščeno. Jaz bi lahko tekla maraton, meni bi bilo to vse isto in tečem, ne. In nisem slišala ne množice do zadnjih 50 metrov, ki spet, vsi sensi, ne, pridejo gor in tako, oh my god, in tako padam na ciljno črko, se zgrudem, vse moje slike so, ko se zgrudem, ne. Ker sem res dala vse od sebe in sem bila 4. in jaz ko, oh my god, 4. sem, ne. In pol novinarji, nisem mogla tam 2 metra še, ne, da bi bila 3. izko. 4. sem, oh my god, tako ful vesela, ne. To je moja medalja, ne. In pol se me sam usul solze, ne. Zdrava sem, ne, tako, se pravi, vse je prišlo, kar leta in leta še sama sebi nisem verjela. Lahko treniram z najboljšimi, lahko se dokažem pred najboljšimi, ne. Popolnoma sem zaceljena z vsemi mojimi zadevami, kar sem mislila do takrat, ne. In v bistvu bil meni Sydney mejnik, da sem okej.
da spadam med iste, s katerimi sem trenirala, ne? Da niso oni neki več, ampak sem enaka med enakimi. Ne? Tako da to je bil moj en tak, izrekla, zdravilni menik za naprej, no? Ko sem ga zaprla. Lepo, res, mislim, ne znam si predstavljati. Mogoče si lahko, če bi zdaj pobrskal po spominu. Ja. Ta flow, ki si govorila, torej ta zone, ne? To je nekaj, kar odkleneš po moje parkrat v življenju. Ja, točno to, ja. Sorry. Ampak takrat, ko ga ni nekaj, kar lahko pišeš, ampak sam nočeš, da se konča. Ja, točno to, ja, Pač- to je to. Občutek imaš, da karkoli narediš, je perfektno, Ja. ni te strah. Vzati je neka taka energija, ki te dela pač vse mogočenega. Čiste, res, ja. Ja. In res rabiš, in ko so ljudje spraševali, da padeš v zone, mislim, jaz nikoli nisem mogla to takole narediti, ne, da bi to namenoma naredila. Pri meni ni to prišlo, mogoče kakšen to obvlada, ne vem. Vedno je potrebno par mejnikov, sem ugotovila, res trenirano telo, mindset, pa ta sproščenost, ki je ključna, ne, ker dosti ljudi ima mindset, recimo prvakov olimpijskih, ampak sproščenost, ker so vsi svoji luči v njih uperjeni, pa dostikrat nimajo, ne, in se zategnejo, zakrčijo. In takrat je pomen tistih par stotink, ne, a ti da medaljo ali ti ne da medalje, ne. Ja. Tako da ja, meni je bilo ono, wow, in trener je rekel, pa ti si tekla perfekten tek tudi tehnično, ne, kot po tirnicah. Tebe bi lahko posnel, to bi bil wow, za šolske učbenike. Ja. Se Ja, to je kaže to. pol navena, ne. Ja. Ok, zdaj smo mogoče malo na točki tega pogovora, ki te pele po malo drugačni poti, zdaj stran od športa. Kaj se je nekako pol po teh olimpijskih igrah dogajalo, kar te je vlekel v neko drugo smer, okoli katere zdaj daješ ljudem Delujem, nekaj ne. več? Ja. Jaz sem po olimpijskih pač hočeš ta uspeh ohraniti, ne, sem še končala šolo, potem leta 2002 sem še ostala v Ameriki 2 leti, pač probala sem iti na evropsko svetovno prvenstvo. Nisem bila v finalih, potem 2 leti se mi zdi, malo mi je padalo, ker logično, ko zaključiš faks, tudi takrat se nekaj samo izprašuješ, kaj boš naprej. Res sem jaz imela in ostale, ker smo zmagali en se je prvič v 100-letni zgodovini šole, ne, da ful ponudb, ampak res ponudb iz dobrih služb, ker alumni na USC so res alumni, ne, Spielberg je tudi hodil, ne, tako da glede na tvojo izobrazbeno strukturo pač ti ponudijo taka velika podjetja. In jaz sem dosti razmišljala, hvala Bogu, sem takrat imela enega prijatelja, da je tudi podobno šel čez to športno pot, potem je rad kiropraktik, da mi je malo svetoval. Jaz bi lahko takrat ostala v Ameriki. Vse moje sošolke, kolegice iz Poljakinje so ostale in so začele delati, ne, in so res tako napredovali v 10 letih 3-krat hitreje poslovno kot bi jaz, recimo, če bi to naredila v Sloveniji. Jaz sem se odločila za tisto pot, ki mi je bila bliže in da bom še nadaljevala s športom, tudi sponzorja sem imela, pač imaš 4-letne pogodbe, malo težje pač poveš, ne, da končaš, kar res danes na jutr. Ta pot je bila tako pol mal dol, pa potem spet en vrh sem imela, 2007 še en osebni rekord tekla, in bila 5. na svetovnem prvenstvu, kar je bilo fenomenalno, res. Ampak takrat sem čutila, ker je leto prej moj trener umrl, ne, sem imela drugega trenerja, tudi tujca, da se zaključujem, da imam dosti, ne. Pač videla sem določene prakse v športu, ki mi niso bile okej, zelo je manipulacij, tudi izsiljevanj strani trenerjev, teh boljših tekmovalk. Mislim, jaz se nikoli nisem dala izsiljevati mojemu menedžerju in podobno in mene ni nikoli nobeden, ampak me pa motil motil. To je tako, kot da bi hodil v eno podjetje, ki je zelo neetično, ne. Pač meni to ni bilo okej. In sem čutila, da je čas za odhod. In jaz sem si splanirala, res sem si splanirala, da bom delala ali v pisarni nekaj, ne vem, zakaj to pisarno, danes me sploh ne veseli, ne, sem imela v glavu, mogoče še iz ameriških dni, ali da bom delala za Nike, ker me je tudi sponzoriral International, ne, ali da če ne drugega, sponzor mi ponudil slovenske službo. Ampak tisti čas je vse šlo v maloro, se pravi, svetovna kriza je bila finančna 2008, direkt. ZUJP je bil, varčevanje pri zaposlitvah v javni upravi, ne, se pravi, nisem mogla v vojski dobiti službe, ker sem bila tam kot športnica zaposlena. Potem, mislim, dokler si športno aktiva, ne, si zaposlen. Potem moj sponzor je šel bankrot, mislim, res ne moreš verjeti. 3 stvari, ko sem se pa prijavila za kakšno službo v športni organizaciji, pa razen izjemoma enega honorarnega 8-mesečnega posla, smo imeli nič. Pač nekdo drug je dobil vedno, ne, kljub moji izobrazbi in vse. In takrat sem nekako se usedla en dan in sem se rekla, škaj, življenje ti nekaj sporoča, Brigita, vse vrata se zapirajo. Zdaj, edina vrata, ki imaš odprta, je v Ameriko, ampak jaz sem takrat ravno rodila, nekako že čutila neko poporodno depresijo.
Ne bom šla v Ameriko s tem, ne. In pol sem se usedla en dan in vprašala, kva znam, ne. Kaj znam? In to bi vsakmu priporočala, res, če se ti zdajle nekaj zapira, ne. Kaj znaš, ker vsak nekaj zna. Niso naši poklici prej, kar si delal brez veze, ne. To je to, vse se nadgrajuje. In sem rekla, znam jogo učiti. Jaz sem bila učiteljica joge in nikoli nisem tega uporabila. Ker sem si obljubila, ne, to je za mene, jaz ne bom učila ljudi. In pa sem 7 let učila jogo po podjetjih. Tako, najboljše ljudi sem imela, stranke, res. Učila sem v vrtcih vzgojiteljica, učila sem ljudi v proizvodnih procesih, delala sem tele odmore na delovnem mestu, učila sem v klubu atletko, ker pač v Sloveniji, mogoče to ljudem ni znano, če nimaš ti izobrazbe, športne smeri, ne moš biti, ne glede jaz bil vrhunski športnik včasih, ne moš delati v šoli kot trener, kar je malo čudno, ne, ali pa učitelj. Dobro, tujini to imajo malo drugače. In jaz ne bi, tudi z drugo mojo izobrazbo, ne bi mogla priti in delati kot trener, razen honorarno bi lahko delala, ampak od tega nisem mogla preživeti. No, še zdaj verjetno težko. Tako da jaz sem potem 3, 4, 5 stvari različnih počela in kasneje sem ugotovila, da vse te zadeve, ki sem se jih na stran učila, energijske, ne, da me kličejo, se pravi, res so me klicale, ampak si nisem upala. A veš, to je tisto, ko greš iz enega poklica in je tako ekstremno drugačen v drugega in si spet na istem. Kaj si bojo ljudje mislili, ne? Pa kako bo zdaj okolica reagirala, pa spet neke druge stranke privlačiti, nekaj do zdaj, ne? Čeprav ni druge, pač slovenski prostor je majhen. Ampak jaz sem vedela, da se temu klicu ne morem izogniti in preprosto toliko sem delala z bioterapeuti že v Ameriki, z enemu, ki je delal z John Smith ekipo, no, ki jih je res skup spravljal, ki so bili ti šprinterji skozi razsuti pol v Sloveniji za Gorevcem, tudi s parimi drugimi ljudmi. Da preprosto, ko sem se učila Silvo, so se meni ti zaznave toliko razširile, to je ena metoda, ki jo učim Jose Silva, da nisem mogla več nazaj, nisem mogla več reči, zdaj pa tega nam delala, ne. In sem pol to razširjala znanje naprej, ne. To je bilo to. Kako je ta proces izgledal? Verjeten, to je bilo kača, ki se levija, ne? Ja. Kako si se v tem procesu znajdla? Torej, imela si ta instinkt, ki ti je govoril pet tja, pa imela si vse te identitete, pa nalepke, ki so ti govorili, ne spustite, ne, dej, pa še nas fili. Ja, meni je zelo pomagalo, to vsakmu priporočam, no, da sem si naredila astrologijo, no, in sem generacija skeptikov, sem si 3-krat naredila različne, vsakič me isto, ne, natalno povedala. Karto. Ja, natalno karto, v bistvu tudi poslovno karto, no, in mi je res zožal moje točke zanimanja. In tam je bilo res, da bom jaz večkrat spremenila poklicno, da to je moje življenje, ker mene poganja ta kreacija, jaz moram biti kreativna, ne, karkoli že delam, jaz ne morem tam 8 ur enega šihta delati, ki me bo ubil, ne, tako in tako, istega 20 let. Pač eni to lahko, jaz ne morem. In jaz sem šla čez to, oh my god, kaj si bojo zdaj ljudje mislili, ok, jaz zdaj mentalne tehnike učim, pa pa vizualizacija, ne, zdaj bom pa jaz še dodala, ali pa čisto posebej svetlobni jezik, pa kaj sploh je svetlobni jezik, so ljudje spraševali, ne, pa Jose Silva, ok, je bila 80 let stara metoda, ki je priznana po svetu in v Ameriki sploh, ne, to je še nekako šlo, ampak zdaj pa zaznave, ki se učiš pri Jose Silvi, ne, se pravi čutenja, se ti zelo odprejo, kaj bo zdaj ljudje rekli na to, ne, in s tem sem se soočala, to je en tak strah, ki imam občutek, da je veliko izhajalo tudi iz mojega otroštva, ne, še. Tisti delčki, ki mogoče jih še nisem pogledala, ne, to je to. Verjetno se ti je kle začelo tudi za nazaj odpirati, ne? Ja, tudi, in tisto obdobje, ki je mene pripravilo na to pot, sem šla čez to res hitro, globoko depresijo, tako v enem letu noter, ne, pa pol, hvala Bogu, ki nisem vedela, smo prišla ven počasne, z te diagnoze, hitro tudi ven, sreč, zgleda bivši športniki, ne vem, če vsi, ampak imamo zelo to tendenco, hitro imam visoka čustva, pa hitro nizka, no, tako, zdaj to se pri meni zminimalizira z meditacijo in z vsem, ne, uravnaš živčni sistem, pa vse, ne, procese. Ja, in je bilo kar izziv potem to predstaviti prvo v moji družini, se pravi možu, ko zdaj jaz bom na novo počela spet nekaj. Hkrati sem imela eno 6 do 8 letno obdobje nastavljene nove identitete. In to je zelo pogosto pri športnikih, ne. Vrednost vtiču to mogoče pri vrhunskih itak, hkrati gre z tega adrenalina dol. Enkrat mi je en rekel, da 1 do 3 leta ženska rabimo, da ni več adrenalina, jaz tako, zato sem tudi imela te izzive z vsem zdravjem, ne, vmes. Pol meni so se te zgodbe začele vmes odpirati od bolnišnic, ker očitno
te čustva, ki ima znotraj sebe zaklenjena, ne, ki je bilo takrat toliko močen držlaj, da si preživel, si jih mogel nekaj zapreti, ne, so hotela videti luč, ne, lej, tukaj smo, prepoznaj nas, ne, prečuti jih, ne mi zdaj spet zapirati. Ja. In še to sem potem preko terapevtk in terapeutov pogledala, ne, kaj se je dogajalo. Imela sem eno obdobje take nočne more, sem se zbudila in sem imela občutek, sem edina na zemlji, ne, prav strašen občutek. Ja, in to me je peljalo potem nazaj v bolnišnico, sem šla še razrešiti te zgodbe, ki ni bilo glih lepo ravnanje z nami, no, dojenčki takrat, tako prav, ne vem, zakaj mi je ta vid tako močen, no, pa v preteklost, no, grem ne zelo nazaj, ampak tisto, kar je potrebno, da vidim, no. Pa kakšne uvidi so se mi sprožili ponoč. In te zadeve sem potem zapirala, no, tako. Šla pogledat, ker nisem razumela preko sposobnih terapevtov, ne, včasih energijsko, včasih čist navadni družinski terapevt, ne, in nastavljala novo identiteto. Soočila v bistvu. Ja, ker res je težko, v bistvu ti si en tak v egoizmu si, ne, kot športnik si zelo egoizmu, cela ekipa zate dela. In potem stop dol iz tega prestola, ki si ga navidezno postaviš, ne, in naenkrat si brez ekipe, ti imaš službe brez sredstev in tako. Life te res pritisne in moraš res začeti korak za korakom ven prihajati, no. Tako, čist mini korakce delati, to je to. In spet si v bistvu bila tako, kot si rekla, na nuli, ali? Ja, na začetku, ja. Sicer meni je bilo to znano in sem nekako čutila, nek korak verjetno je ven iz tega, no. To je to. In omenila si tudi depresijo, ne? Pa sva jo že preden sva šla v podcast noter, se nekaj začela pogovarjati, sem že rekel, Brigita, prosim, ne, bo v tej podcastu. Kaj ti je pomagalo? Narava, to je prvo. Priznanje še pred tem, da sem nekomu priznala, to je bila moja žal pokojna, zdaj že teta 2 leti, takrat nekje stara 80 let. Meni res noben ni verjel, da imam depresijo, ker sem bila vedno tako cheerful, ne, ta bubbly. Meni so rekli, ti si bubbly, polna energije vedno, pozitivna, ne. Ampak dosti sem tudi skrivala za ta pozitivizem, ne, zdaj res tudi energija nijam, da bi karkoli skrivala, jaz sem direktna pač skozi, ne. Ja. Takrat sem bila še malo manj mogoče še vsem. In v bistvu pri depresiji je res pomemben, da malo zamenjaš okolje, ker depresija je tako, ko sem malo raziskovala te igralce, ki jih je veliko umrlo v Hollywoodu, ne. Tudi včasih, dobro, 2 sem tudi spoznala, 2 sem spoznala, no, tudi igralke, ne imele depresije, ampak tako res grejo čez podobne izzive, kot športnik, no, tako skozi superlativi, gor, emotions, ne, in potem dol, ne. In množice ljudi, ki imajo, jaz ne, ampak večina drugih, ne, ki imajo pričakovanja do tebe in sponzorji pri nas, ne. Lahko je to 3 sponzorje, pa si narediš, da jih ima 100 sponzorjev pričakovanja do tebe, ne. Mediji, itd. In vse to se ti nabere. In v bistvu en igralec je rekel, veš, kam nočeš, veš, da tako, ko si pel v življenje, ti ne odgovarja več. Ne veš pa, kjer je druga pot, ne. To je en tak stav, ko sem jaz vedela, raziskujem, kaj zdaj ta nova pot, ki je tvoren. Kdo je tista Brigita, ki sem jo mogoče za vsemi plasmi in čebulami, jaz rečem na mojih čajankah, ne, zaprla pred svetom in še sama sem se zgubila, sploh nisem vedela, kdo sem, ne, v svoji notranjosti. In ko sem to raziskvala, je bilo meni to najbolj neverjetno, da na začetku je res težko bilo tudi možu, ko sem mu parkrat rekla, pridi domov, jaz si bom nekaj naredila, res, jaz sem bila tok na koncu. In ni razumel, ni čutil, ker so bile tok na hitro pri meni spremembe v spiralo navzdol, ne. Da ni vedel, da je to resno, ker tudi sama se nisem zavedala, da je to resno, ne. In potem sem pač šla k zdravnici in pač mojega ni bilo in je bila ena nadomestna in srečam spet en angel v mojem življenju, ne, in si vzela pol ure, kar je redkost, ne, danes v zdravstvu za mene in je rekla, globoko ste depresivna, napotnica za begunje pod nujno mi napisala, ne, antidepresivi, ki jih nisem jemala nikoli. Hvala Bogu, ampak to je bila moja zgodba, ker sem jo videla podobno zgodbo v družini od moje mame, ki je bila depresivna, zaradi drugih razlogov, ne. In mi res preslikamo te stvari dostikrat v družini, ne. Pa sem šla gledati za nazaj, ker predniki ne najdejo vzroka, ne ozavestijo vzroka, tukaj je, ne. Recimo vsakemu bi rekla, naj si pogleda knjigo Podedovanje družinske travme, bo vse jasno tam, ne. Kako še enkrat, prosti? Ja. Knjiga Podedovanje družinske travme. Podedovanje družinske travme. Ja, odlična, ko vse to opisuje, ne. Zato reče, rak je v družini, jaz sem ga dobil, ampak ne da je genetsko, jaz se to ne strinjam, ker sama sem imela veliko diagnoz, pa jih moji starši ali pa predniki sploh niso imeli, ne. Ki so nastali s športom pa stresom te diagnoze. Depresija je bila pa res v družini, ki nikoli ni bila razrešena do konca, no. In sem rekla, jaz moram najti vzrok, da ne gre na naše 3 otroke, ne. To je to. Ali pa saj zminimaliziraš učinke.
Veliko sem raziskvala takrat. Bruce Liptona sem brala, Biologija prepričanj, Joe Dispenzo, ne. Pol Jose Silvo kasneje, kaj sem še, vse te nevroznanost knjige. Ker jaz sem se družila res s top zdravniki, vedno, po celem svetu. Ampak veliko so mi dali tisto, kar si rabil, ne pa v globine, takrat, ko sem rabila, ne, sred te diagnoze. In pol ta manjkajoči del sem se učila. Prebrala na tone knjig, bila v naravi vsak dan, bosa hodila, se pogovarjala z ljudmi, ker sem naredila eno ključnih napak, ker sem čutila, da sem v depresiji, sem se še bolj zaprla pred svetom. Tako da od 4 prijateljev sem jih imela, je ena mi napisala: Brigita, jaz se čutim krivo, meni je zdajle hudo, ker mi je hudo za njo. Jaz se čutim krivo, da nisem zaznala, da si ti tako globoko v depresiji, pa te poznam cel življenje. Ne? In ker sem toliko skrivala, mislim, to je bilo res, toliko mi je bilo pomembno, da svet ne zve, da sem jaz v depresiji. Ne? Ker ne vem zakaj. Sram. Ja, sram, ali pa občutki krivde, nimam pojma, kaj je bilo v zadju, ne. Ampak pa sem vedela, da je tukaj še ena ta zgodba bila iz bolnišnic in sem pač to dvoje skrivala, no, to je bilo to. In ko sem to zaveščala, je ta sram počas odpadal. A si pomagala kaj iz psihedelike? Ja, tudi, ampak ne tako kot zdravljenje na začetku, bolj me je klicala ayahuasca, 3 leta, ker jaz sem imela grozen odpor do kakršnih koli psihedelikov ali pa nekaj, kar ti deluje na tvoje telo in ne veš, kam te vpeljali, ne. Tudi grozen odpor do zdravil, jaz sem recimo 2 leti pred kariero, pred še enim vrhom nehala z vsemi astmatičnimi zdravili, ne, tako da v bistvu, ker je bilo toliko stranskih učinkov, no, ampak to ljudje se ne zavejo, jaz sem jih jedla več kot 15 let in se je res nabrala stranskih učinkov in sem pač hotela telo sčistiti tega, ne glede kakšni bojo športni rezultati in pa sem videla, da so lahko še boljši, ne, to je to. In psihedeliki so mi dali v bistvu, zdaj tako, je lahko dvorezni meč, ne. Človek, če ni pripravljen za njih, jaz vedno rečem, jaz tega ne propagiram, predvsem bodi človek previden, ker tukaj je ratal res toliko rekreativni šport, v Sloveniji se je razpasel in res toliko čudnih šamanov, šamank, da je treba res previden pri izbiri, kam greš, pa kakšna je skupina, pa če je možno majhna skupina, ker v večji skupini boš še več čutil energiji, ker si totalno odprt, ne. In meni so pomagali v prvi rundi 2016, sem šla na ayahuasco po 3 letih raziskovanja, razmišljanja, še Bono, U2, ne, je šel, in podobni, sem rekla, če so te pol ni to crazy, ne. In v bistvu meni je odprl, kdo sem. Tako, kdo sem kot ženska, ne, kot duša, bi lahko rekla, ali pa Brigita, ne, kdo sem tista, kot tiste še zadnje plasti nekako odprem se pa svetu, pa kdo sem v srčiki sebe, ne, in jaz sem jokala, jaz sem 6 ur jokala, ko sem rekla, kako je to lepo, ne, mislim tako, a to sem jaz, a to so ljudje in jaz sploh ne vem še drugi okrog mene, tako pure heart, mislim tako srce, vizije, ki vidiš, barve, ne, občutke, recimo, ko sem jaz lahko tako naredim, si zamislim osebo in jo dobim, ne, v ayahuasci. In vse občutenje čutim, ne, tako, kaj je ona kdaj meni rekla, na kakšen način je čutila občutek krivde, poslovno nekaj ljudi sem vse pregledala, izločila v enem letu vse, ker sem čutila, s temi ne bo delovalo in res se je tako izkazalo, ne. In pokazala mi ayahuasca, kje imam še veliko dela, jaz rečem, se vedno imamo še kje se za izboljšati, sama nisem perla, ampak jaz sem bila 3-krat, 4-krat na ayahuasci, ne pa enkrat na ibagu. Ayahuasca je iz Latinske Amerike, ibago je bolj afriška rastlina in oba imata zelo različen princip delovanja, no. Ampak vsakič mi je toliko odprl, je meni bilo pol sporočeno, ne rabiš več, ne, ker to je tudi včasih detour, ne, na začetku, ko si zelo razsut, pa ko veš, da greš tja z nekim načinom zdravljenja tudi, je fino, meni je pomagalo, ampak če človek čuti, da ga je strah ali to, ne se tega udeleževati, res ni okej, ker res moraš integracijo narediti in 1 leto ali pa več sem včasih akcijske korake izdelala, da sem vse, kar se je pokazalo, uresničila, ne, to je to. Tako da take zadeve, no, nam sporočajo psihedeliki, to je to. Mene dostikrat vprašajo, ko odpiram te tematike tudi na podcastu, ne sploh z Matejem Turkom pa še komu. A ne grem na gobe ali pa nekaj takega. Ja. In jim rečem ne, takoj. Ne. Kva ne? Ne, zato, ker me sprašuješ. Ko boš čutil, ko boš vedel, boš sam sprejel to odločitev, kar ti pa rečem takoj, vsem to rečem, pojdi do nekoga, ki se s tem ukvarja in mu zaupaš.
Sigurno poznaš preko nekoga, ki te bo lahko priporočil, a ne? Ampak ne tega delati, pač tako, zato da boš kul, zato da boš točno. polo govoril vsem, kako je. Pač malo otroči smo glede tega, no, in ker en tak strah se čuti, če ti tega ne delaš, si pa zdaj kar, ok, ti še nisi tega naredil. Ti še nisi sploh videl, kaj je life, ne? Ja, ne, ker malo ljudi se, ki gre na te procese, tudi terapevtsko loteva. Jaz sem se zraven, ne, sem imela skozi eno terapevtko, ki me je vodila, čez vse, kar se je pokazalo, in tukaj je res kopanje v globine, v tvojo gnojšo, sem rekla. Ja. In večina ljudi, ki vem, tudi, ki sem jih srečala v Jaski, niso tega delali, ne, večina, mogoče tretjino nas je, ne. Ker je to boleče na začetku in nimaš moči, res nimaš moči. Raj greš tako, kakor je svet narejen, hitre odločitve, dajmo pač malo se zabavati, gobice, gremo nazaj v življenje, life is good, ne. Ampak ni vedno vse good, ne. To je to. Ja, začneš čutiti, mislim. Kar je meni to dal, je mi dal možnost, da sem svoj strah sprejel, ne. In ker sem videl, koliko jih je. Ja. Ko sem videl, če se meni vse strah, zdaj sem bil spet na delavnici, tribe delavnice, moška delavnica, ne? Ful dobro, slišala sem se. Si slišala? Ja. No, jaz sem prvič zdaj bil, jaz sem na začetku, ko so oni to začeli ustvarjati, sem bil eden izmed njih, torej sem malo pomagal itd. Sploh kako se lotati marketinško, pa te zadeve, ne? Ja. Pa plus, to so moji prijatelji in sem bil z njimi tam, ko smo čez te procese šli in sem toliko užival. Ampak zdaj so me pa narit vrgli, ker dejansko res nisem pričakoval, da je to toliko globoko. Iz vidika, to ni nobenih psihedelikov ničesar, ne? Ampak ti imaš 3 ure športne aktivnosti, kamne nosiš v hrib gor, pa take fore. To te izmuč, zraven imaš enega, ki te drka v glavo, ta vojaška ima, ne? Jaz sem ga hotel počti parkrat, ne? Ampak sem pustil. Point je vse samo, da ti ta hrček kle noter, ki konstantno dela, da utihne. No in pomaš mrzlo vodo, ne? Tam še bolj utihne. Pomaš konstantno neke vaje za moč, si bi vaš bet tudi. No in pol ta zadnja, ki je pa meni odprla, je pa Tamaskal. Kaj pa je to? Je pa savna narejena iz vej in pol so čez deke in v noter, v sredino te savne grejo vroči kamni, ker so cel dan na žerjavci. Wow. In pol se usedemo vsi noter v krogu, čista tema, pitch black, in začne polivati, se pravi, taki vodi. Ne? In ti v bistvu dela savno. No, in smo bili noter 2 ure pa pol. In ti greš v bistvu čez, to je, izhaja bolj iz, se pravi, Native American kulture. Indijanci. In te v bistvu te čez 4 vrata pelje, ne? Čez 4 pač glavne občutke. In imaš jezo, in imaš žalost, in imaš hvaležnost, itd. Ne? In zraven je muska, seveda, a ne? Da to potencira vse. No in tam noter, jaz sem se usedel noter in prva stvar mi je bila, zakaj je taka tema. Jaz hočem ven. Jaz sem v bistvu gotov pismo, koliko je mene strah teme. Tega občutka, da moram si dokazati, da sem kle, a ne, in da nisem nek drugje ali pa nekaj tasga, ne. In kle sem prvič samo rekel in sem se sam začel čutiti. Po moje zato, ker je bil toliko utrujen od celega dneva, od naporov, da sem bil sposoben se pa res čutiti, brez kakršnega koli psihedelika. Ja, točno. In kaj se je tam začelo dogajati, stari? Mi smo se začeli odpirati, folk se je drl, solze, sami tipi, sami moški. Ja. Folk je neke zgodbice umske začel govoriti, ti bod bullshit, pač povej, kva čutiš, z joki se klena, ne, bod deca, ne, in se je folk začel odpirati totalno. Od zunaj strelec začnejo točiti, kaj da se Thor prišel pogled. In lih nek vikinški komad, ki te pele čez to transformacijska vrata, da moški začuti bojevnika vse. In da se prepusti ta battle cry, da si sred polja po vojni, jokaš, noben te ne vita, ne, sam čutiš, zdaj da bi spet na ulici. Taka izkušnja. To mogo vsak moški srečem. Res. Kakšne stvari so vam prišle tam noter, stari? Moj še predniške linije pa vse ne se vklopili, sigurno. No, in veš, že to so neka zdravilna okolja, ki ti veliko dajo. Ne? Točno to. In to je težja pot. Ne iskati bližnjic. Zdaj pa vse v redu. Pa razsvetljenje, ne, ker nekje. Točno to. Jaz, ki se pelem iz teh delavnic, vsakič po poti jaz jokam, ker gledam une gore ob jezeru Bohinjskem in si rečem, wow, kako tega ne vidiš, ker si kle, ker si zaslepljen z delom, ker so pričakovanja drugih bolj pomembna od tebe. Točno to, ker res počasi začneš čutiti naravo in lahko sam skozi take procese, a veš, res težke procese, začutiš.
To je to, ja. Kaj pa Iboga? Iboga, ja. Iboga, se ne vem. V bistvu je Ayahuasca je bolj ženski princip delovanja, no, tako je bilo meni sporočen, Iboga je pa bolj moški, ampak jaz sem bolj nežno čutila Ibogo, ful zanimiv, ne. Ayahuasca mene vedno razsula telesno, jaz sem rabila 1 teden, ampak moj telo je res tako, enkrat mi je moja MNRI terapeutka rekla, Goga, Brigita, veš, tvoj telo nikoli ni bil narejen za šport, jaz tako, ja, vem, ne, za take, rekla, jaz ne vem, kako si take uspehe dosegla, se rekla, to je vse trening pa ne, moj hrček je me vozil do teh rezultatov, sem se vedno želela dokazovati, ne, to je to, ker pač tam sem bila, zdaj bom pa tukaj pokazala svetu, ne, kdo sem, kar nekaj. Jaz sem danes vesela, da res dosti ljudi odpira te zgodbe, no, tudi ostalih športnikov, da ni to vse nedolžno vrhunski šport, ne, da nekaj odzadaj imaš neko breme, ne, to je to. Iboga je bilo tako zelo lep proces, ki nas je pelil moj kolega v to potovanje. Jaz sem jo predvsem vzela, ker sem dobila en projekt v tujini, v Arabiji in nisem vedela, a bi jaz šla tja ali ne, ker je trajalo nekaj časa, ne, 6 mesecev. In mi je bilo res pokazano skozi to, da moram iti, da sem tam bila živela, pač tiska verjame v prejšnja življenja in da mogoče so to čudno slišali, da grem pač na to zemljo nekaj pobrati, kot neke kode, ne, se pravi, obstajajo neke svete točke, mislim, to itak bo z tega še več, ste slišali in brali o tem. Ampak ta država je mene klicala, pej tja in bodi tam z ljudmi, vsi tujci, ki bo z njimi delala, z ekipo, ki boš delala, ampak moraš biti na tej zemlji, ne, nekaj časa, nekaj tam za tebe. In res, ker sem šla parkrat z skupino v puščavi, tu smo imeli odmore vmes med delom, delali smo na Expotu, ne, v poslovnem v Dubaju. Meni se je toliko v puščavi odpiralo, res tako, mislim, to se v čuden zdel, kar bom zdaj nekaj povedala, ne. Super. Jaz sem imela to je ena od mojih čudnih zgodb, jaz sem imela, pač v puščavi si pa ti dajo tega sokola, ne, meni so sokoli prej se sanjali, že na Ibagu sokol, ne, sokol je to nek simbol, ne vem, a ga imaš? Silverhawks. Pa takrat iz te izkušnje sem rekla, pa zakaj sokole imajo vedno te princi pa kralji, pa to, kaj imam jaz povezavo z njimi, ne, nimam pojma, in pridem direkt v puščavi, me da nek res v redu sokola, no, sem pošla tudi na neke čudne sokole, kasneje mesece je bilo drugo. Res je bil sokol, jaz takole ga dobim in prvo sem se ga mal bala in pa tako ne, Brigita, dihaj, umir se, ne, pusti ga, da začutiš žival na tebe. In on me je nepremično gledal v oči, tako noro. In takole se gledava, jaz sem pozabila, cel svet je zginil, res tako za par sekund, ne vem, lahko bi bilo 30 sekund, po moje je bilo par sekund. Takole ga gledam jaz v oči, ne, in jaz sem trenutku bila v zraku, v bistvu bila sokol in videla vso pokrajino dol in tako vse, kar on doživlja. Res, to je bilo noro. Tako, kako se spusti v ljubi neki, ta njegov čutenje, kako ima on čutenje kot žival, jaz tako, oh my god, kaj sokol ponazarja tem ljudem, ne, ta prestiž, simbol, energijo, ki jo vzajemno dobivajo. Jaz tako, kaj sem jaz mogla to doživeti, ne, res tako, in potem, nazaj par sekund, v realnost, sokol, tukaj sem. To je bilo res ena od teh, jaz rečem, spooky stvari, ki sem je dogajala, no. Bilo je še cel kup drugih, ampak to govorim celo življenje, ne, take stvari se mi dogajajo, nikoli ne veš, da mi kaj zadel. In jaz sem pol ugotovila, ta sokol je meni začel odpirati pot do še globjega čutenja narave in živali. Jaz dobesedno čutim skozi bolj, ne vem, to je res včasih kar scary. Čutim ljudi, čutim živali in to se vsem nam odpira zdaj. A si bomo priznali, ne. Se pravi, bolj boš ti kopal po sebi, pa te ta prve travme, ta najglobje razčistil, bolj boš odprta. Se verjetno to ti že ugotavljaš, ne. Ne samo za sočutje, ampak preprosto, ko boš nekaj v en prostor prišel, boš začutil, kakšna je vibe v globino, ne samo tako, kot včasih, ne, so v redu, so skregani. Pol, recimo, ko jaz se s kakšnimi dobim, že začutim, recimo, prijateljice, nekaj ga skrbi, ali pa moža takoj preberem, res v trenutku. Mislim, take stvari skozi bolj, ne. Otroke, mogoče eno še malo manj, ki zelo gre v jamo, ampak vse ostale ful. Konj, koliko mene hit prebere, ne, ko imamo 2 konja. Danes sem malo hitela, sem se kar odmaknila. To je noro, ne, in sem vedela, okej, nisem v grounding energiji, ne, to je to. In jaz mislim, da gremo v ta svet, no, da bomo skozi bolj čutili naravo, da je v bistvu jo bomo vsaj naše generacije sploh nič več ne bomo uničevali, kar pač nam je bilo, naši so nam pustili, ne, predniki. Mislim, pač, ne, da se oni uničali, ampak ta svet nas je tako zapeljal.
In ne moreš ti neke prakse nehati, če to ne čutiš in te boli. In v bistvu sem imela kolega, ki je šel na res neko hudo psihedelično izkušnjo z eno rastlino, ki sem tudi jaz hotela, ampak sem potem rekla, ni šans, jaz to ne bom šla nikoli, ker je preveč. In za mene in tega ne rabim izkušnje. In on je rekel, jaz sem čutil heartbeat zemlje, prav utrip zemlje. Se pravi, takrat sem vedel, živa je in nam vedno nekaj sporoča. Ne? Jaz tudi živim dosti v bližini kamnoloma. Jaz čutim, kaj je, ko bombardirajo, tako, kar zemlja se je zdrznila. In včasih jaz delam zemljo, čudem se sliši, ne? Delam svetlobni jezik, pojem, celjenje delam, ne? V tej okolici, kjer živim. Pa vem, da jih to dosti žensk dela, pa sploh v tem ne razglabljajo. Ne? In to so neke take naše poslanstva, naloge, ki mogoče nikoli ne boš zaradi tega plačan ali pa karkoli v našem svetu, ampak to je tvoja naloga in to se ti odpira znotraj tebe, poleg tvojega ostaljenega poklica, ne? To je to. Tako da ja, gremo v to smerno, gremo v ta svet, jaz temu rečem stari svet, novi svet. Ja, jaz o tem večkrat pomislim, ko gledam v bistvu, ko sem dosti obkrožen pa z mladimi ali pa z ljudmi, ki se pa s tehnologijo ful ukvarjajo, pa kaj naslednja velika stvar, pa v marketingu sem delal, še vedno malo delam, ampak ko sem jaz v naravi, ko sem jaz v Bohinju, ko se to recimo dogaja, ali pa ko sem sam ob morju, sončni zahodi, te zadeve. Ja. To je menuno, to štekam. To je to. In mislim, da kar vidim, da se bo zgodilo, je, da se bo pač kle svet ločil na une, ki bojo šli s tehnologijo, pa na une, ki bomo šli z naravo. Jaz podobno čutim. Ja, in s tem ni nič narobe. Je pa pač, kdo se bo za kaj odločil, je pa odgovornost vsakega posameznika. Ampak še zmeraj, veš, bi pa vsem svetoval, da se probajo malo bolj z naravo povezati. Ker ti ima veliko zadeti, kar ni materialnega. Ja. In že sam, ne vem, v eni točki lifea sem gledal drevo, pa sem bil tako wow, a ne? Čist ne iz vidika brez pričakovanja bilo, veš. Pa me je to kar potegnilo pol lepo stran od tega hitrega tempa življenja, ki je za štirimi, za betonskimi stenami, za računalniki, za čipi, za kovinami itd. Tudi kar jemlje energijo, ne, če zaznal, ne? Ja. In tudi en fant je vprašal na delavnici zdajle mene, a ne, če skozi hodam na to, a ne. In sem bil tako, moj prvi instinkt je odgovoril, ne, kje jaz grem to samo enkrat. Pa sem bil pa tako, pismo, vsakič, ko grem, dam čas pa pozornost enemu delu mene, ki jo kle ne dobi. A ne, pa sploh zdaj, ker sem še oče rato, a ne, je še družina zraven, je še spet neki, veš, manj se lahko okoli meni zgodi. In se mi zdi, da si mora vsak človek vzeti čas samo zase, pa biti malo v tišini, pa biti malo obkrožen tudi z neko drugo energijo, da se pač malo dela konstantno ta neka dinamika, ki ni samo povezana z eno stvarjo, pa umom, pa gasne. Ta balans rabimo, ne, to sem jaz, kar en tak ambasador, zagovornica tega, ne. Se pravi, če ti delaš v enih zaprtih prostorih, daj probi, tudi če ti ne uspe tekom tedna, saj za vikend, imeti saj ekvivalentno ur, ali pa to, da so na filu. Mogoče eni se v 3 urah že nafilajo, ne, to je to. Pol, kar jaz opazam pri ženskah, ne, zdaj res sama sem bila tudi, pa še zdaj sem v procesu, športnicah recimo. Mi smo zelo moški energiji, skozi delovanju. Pa šole nas tako, pa poklici so nas učili, ne. In kje imamo povezavo sploh z našo maternico, prvo srce odpirati. Mislim, to je kot da ne obstaja, ne. In jaz ogromno se udeležujem, meni res psihedeliki niso več in meni je res zabavno in tako modro se počutim med modrimi ženskami, ko gremo v te kroge, lahko bi rekli rdeči krogi, sem včasih rekla, tako kot je bil tribe, ne. Mislim, tribal, ne, kar res moški rab, ker sem tudi brala dosti o tem, ne, sem ful hvaležna, da vedno več moški gre na take kot ti, ne, ker vojske ni več in tam si se dosti izuril, ne, mislim, žal, dobro, vojska je tudi imela svoje pluse pa minuse, ne, tega urjanja. In te tribe rab, mi pa rabimo te kroge, da se čutiš povezana, da preneseš modrosti, ki so bile vmes prekinjene od tvoje babice, ki nam pol stvari niso mame povedale, na deklico, da bo ona lahko prenesla otrokom. Že način, kako se rodiš, je danes izredno pomemben. Mislim, že tukaj te zelo veliko stvari zaznamuje, ne. Jaz od 3 porodov, ki sem jih imela, je bil en tako, kot sem si želela, ne. In tisti otrok je čisto drugačen, proti nam vsem 4, ne, smo imeli vsi podobne porode, če tako gledam, ne. To je to. In take stvari se mi zdi, da se zdaj učimo in ponotranimo in probamo boljše prakse potem
za naprej sprejemati. In s tem se tudi zdaj v veliki meri ukvarjaš, a ne? Med drugim tudi knjiga. Ja, knjiga, ja. Knjigo ti podarjam, Jure. Ta knjiga je do cilja in naprej, ne. V bistvu sva z Juretom pisala glih 9 mesecev, kot en moj 4. otrok je bil, no, oziroma 5, no, vmes sem imela še enega, ki se ni rodil. In do cilja in naprej smo zbrali noter Jure Aleksič, blazno so se zabavali, ko so pisala to knjigo. Jure je tudi rekel, ne, srečala so se prvič na izidu, ko smo imeli to predstavitev. Res sem pisala en del tretjine knjige o športu, ne, o Sydneyju, potem malo smo šli v moje bolnišnice, pa kaj sem tam zavesla, malo smo šli v psihedelike, potem je en poglavje, ki dosti ljudi je zelo totalno jih je vrgel to potovanje z delfini. To je bila tudi ena taka noro odprta izkušnja. Tako da jaz mislim, da tisti, ki razmišlja, da nekaj globega bi odkril, pejte plavat s kiti, tukaj res rabiš pogum, ki ga jaz zdaj zbiram. Z delfini pa tudi ne, sploh tisti, ki se boji globoke vode, tako se jaz še vedno mal, ne. Tukaj boš tako transformacijo doživel, ki je nov 100 let, res. Noro je. To so toliko zavestne živali, mislim, če ste Avatar, kdorkoli je gledal, ne, že tam je bilo malo, hvala Bogu, sporočen, ampak je še bistveno več. Jaz sem malo preveč družen z Janom Lemurjem, ki je Slovenc, ampak večino tujini živim, ki vodi te odprave, to je noro. Res, ko on govori, kaj ti kit odpre, misliš, da že odprt, pa ti še drugo dimenzijo, mislim, tako res odpreti srce čist, ne, to je to, delfini pa itak, ne. Tako da ja, ta knjiga je bila v bistvu napisana z namenom, ni bila toliko, da jo jaz pišem za sebe, ampak je bila, dajmo sporočilo tudi bralcem, da je vse možno, no, da se marsikaj da. Da tudi če prejš iz ene zgodbe, ki je nek minus, nek slab štart, smo jo mi rekli, ne, atletki, da lahko prideš do nekega povprečja, potem, če želiš, ali pa če imaš še moč, še nekaj več, ne. Čeprav tukaj mi citirala eno od mojih terapeutk, ki mi je vedno rekla, Brigita, boj se super achieverjev. Tukaj v zadju vedno nekaj se skriva, ne, baggage, ne. Jaz vedno rečem, nekaj nosijo, ali pa nosili smo, ne. Ampak tudi mogoče eno obdobje življenja ni slabo, da si super achiever, ker veliko daš ljudem, veliko daš svetu in tudi veliko ljudi se iz tega naučijo. Ali nekaj, kar ne delati, ali pa nekaj, kar iti v to smer, da dobiš krog ljudi za tvoje poslanstvo, za tvoje sporočilo, ki ga imaš, ne. To je to. In tukaj se mi zdi knjiga res veliko odprla, no. Prebere se na en mah, v bistvu so jo brali tudi, nikoli si nisem predstavljala, da bojo moški trenerji, ki ni bila za njih napisana, sploh ne. Predvsem je bila za širši krog prebivalcev. Mene je zelo pozitivno presenetilo. Tako da, ja, govorila sem tudi o recimo tem finančnem opismenovanju, ki ga nič nimamo športniki, še sama sem vedno v procesu, pa potem o teh občutkih krivde, ki jih vedno imaš, ne glede, a si mama dovolj dobra, oče dovolj dober, ne, in to je cela, kako se tega lotevati, ne, kako prideti ven iz tega in podobno, ne, ja. Kje pa lahko ljudje najdejo tudi stvari, ki jih ti delaš? Mogoče mi lahko malo o tem poveš. Omenila si neke čajanke, omenila si... Ja, v bistvu imam čajanke, izvajam na Facebooku, ampak jih potem damo na YouTube, ne, se pravi, so tam veliko teh brezplačnih mojih vpogledov v življenje ali pa neke stvari, ki sem išla sama čez, pa kaj, ali pa stranke, pa potem povzamem, pač kaj se dogaja, ne. Potem veliko delam metodo Jose Silva Ultramind, ki je res noro ratala popularna, čeprav je bila že 14 let v Sloveniji, Klemen Mihalič jo je prinesel, ne, tudi mene izučil potem za inštruktorico. Jaz sem se te metode učila pri Višen Lakjanju, Mind Valley, ne, ki je dosti znana ta univerza, fizično, no, me je učil v Münchnu leta 2018 in sem mislila, ne, to bo za mene, da še malo dodam mojim športnikom, ne, pa tudi odraslih sem jih takrat učila vizualizacije. Ampak ne, meni je odprl cel spekter, kako nekoga, ki sploh ne vizualizira po neki metodi, ki pripravi do tega, no, da bo začel. Ful v redu, uči se v alfa ravni razmišljati, cilje reševati. To 1-1 delaš ali tudi v skupinah? Dosti delam s podjetniki 1-1, predvsem temi, ki res nimajo časa, ne, se pravi direktorji, direktoricami, pa skupinsko delam zdaj 2-krat na leto, imam pa tudi posneto verzijo, no. Tako, ja, končno posneto, ne, to je to. Kaj, spletna stran, kje te najdejo? Spletna stran je, ja, brigitalangerholz.si, tam me najdejo. Bomo dali v spodaj vpis. Ja, hvala. Valda. Pa 1 leto pa polno pa že izvajam svetlobni jezik, ne. Jaz temu rečem tehnologijo. V bistvu, jaz sem se učila pri Domančiču za bioterapeutko, nikoli naredila 3. stopnje, ker sem čutila, to ni moje, ne. A še kaj čutiš,
Ja, rabim za sebe, pa mal gremo se tam nekega zdravljenja družinskih članov, pač tiste osnovne bolezni, ne rečem, nisem zdravnik, se ne igram tega, ne. Ampak me je čakalo to. In preprosto se je začel, ko je bilo 2020, zaprtje, jaz začnem spet dobivati te downloade, ker že vem, da nekaj me bo odneslo za naslednje par let, ne. Kode, zlati žarki, mislim, to je noro. Svetlobni jezik so v bistvu zapisi, najbolj podobni bi lahko rekli, ampak nisem. Egipt. Ja. Skozi v zlatu se močna vibracija, čist neka druga vibracija, kot recimo bioterapevtske tehnike, ker vem, ker sem jih tudi sama delala, ne. In to so vse te znanja, vedenja, ki zdaj prihajajo nazaj, no, tisti, ki jih nosi. Svetlobni jezik so eden od njih, bo še cel kup, ne. In harmonizira telesa, dosti ljudi reče, da jim kaj odpade, no, po teh terapijah, skupinsko dosti delam, no, zdaj zadnje časa, ki jim ful pomaga ljudem, ker toliko energije tudi pritiskajo teli mrki in vse, ne, tako da ljudje rabijo. Ja, tako da to pa delam dosti tudi, počasno začela športniki, ki so toliko pod napori in včasih tudi vizualizacija nič več ne prime in rabe sam energijsko, da raztreščeš šumne vzorce, kar jih držijo nazaj, no, to je to. Top. Ja. Eno vprašanje imam še zate. Če bi jutri umrla, Ja, tudi sama razmišljam. kakšno bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Ful dobro vprašanje. Jaz se to dostikrat sama vprašam, veš, a grem po svoji poti, ne. Mislim, da bi bilo moje sporočilo to, da mogoče tudi, če sem s svojim delovanjem, pa s svojim govorjenjem ali pa s predavanjem spremenila enemu življenje, je čisto dovolj. Res čisto dovolj, pa tudi, če so to samo moji otroci. It's okay. In da če nič drugega, ker vemo, da 2-3 generacije noben več ne ve za tebe, ne, tudi so vsi pomrli, to vemo, ne. Da se ohrani neka taka lepa misel, no, na mene, ampak sploh ne iz neke faze egoizma, ki sem jo včasih res močno imela do moje osebnosti in delovanja, ampak samo neka lepa misel, nekaj je pustila temu prostoru, no. To je to, nič drugega. Ja. Lepo. Brigita, hvala ti za tale Hvala tebi. pogovor. Bi šla še naprej, verjamem, da se še kdaj oglasila. Hvala. Pa z veseljem bi jaz se tudi zdaj zmenil, da en terminček zame dava. Kaj me Super. zanima tale svetloba, res nekaj me je vlekel. Veš pa, Res? ja, veš pa, The best. meni se že zelo dolg v majih, tja me neki, Se ti odpira, ja. že dolg nazaj se mi je to začelo. Mhm. In ko si omenila zlato, me je pelalo Machu Picchu zdaj. A si bil kdaj tam? Ne. Pol ena od stvari ti predlagam pej tja, jaz tudi nisem Ja. bila, ampak pej na Je v lokacijo in ti se ti ful sproži že, Je v no, to je planu, nujno, ja. Okej, okej. To je to, a bi Evo, ti še meni kaj hvala. povedala? Hvala res za vse, kar prenašaš naprej in jaz mislim, da take ljudi, ki se ti res rabimo v tem prostoru, še več takih, ker tvoji gostje, a veš, tako se mi zdi, imajo širšo sporočilo, no, ne znam razložiti tako in tako kot kamenček, ki ga spustiš v vodo, tako sporočilo, ki so potem večji in večji valovi, ne izgledajo majhni, ampak so wow, ne, in tihi, ne, tlijo pod površjem, to je to. Tako da ja. Lepo, hvala. Ja, hvala. To je to. Fantje, kat.